Pedagogika je nedvomno povsod okoli nas. Imeti radost do učenja in podajanja na vsakem koraku, nedvomno to krasi našo kolegico Metko Krajnc-Sevšek, ki bo govorila z naslovom Igre v gozdu za bodoče vzgojitelje. Izvoli. Hvala. Tako. Še enkrat, tako sem prej napovedala. Takole. Zdaj sem pa res čisto v mojem več kot 20-letnem prostoru, ko sem začela, ravno sem gledala, da tale naš program predšolska vzgoja prenovljen se je začel 2008-2009, ampak čisto pravi projekt Igre v gozdu, ki ga pa izvajamo z Zavodom za gozdove območna enota Celje, pa v bistvu šteje komaj 10 let in ne 15. En tak popravek. In že od začetka smo skupaj z Boštjanom, zdaj še enkrat takole javno se zahvalim za super sodelovanje in sploh za prve ideje. On me je dejansko potegnil v gozdno pedagogiko, v doživljanje gozda kot ene dobre učilnice, ker jaz kot tak tipičen mestni otrok nisem kaj dosti zahajala v gozd. Imela sem cimro gozdarko, ko me je tu pa tam potem zvlekla v času študija, ampak nisem bila. Potem pa se mi je nekako od tega projekta dalje, ki je bil tudi mimogrede tako, a res moram še zdaj nekaj narediti v tej smeri. Glih smo nov program začeli delati, zdaj moram pa še tole zraven, še tole ste mi naložili, ne, ampak iz tega, včasih je tisto, se lahko navežem na gospoda, ki je bil pred mano, ne, moraš kake stvari sprejeti in vse se zgodi z razlogom in se zgodi zato, ker to rabimo in ker nam to omogoča rasti, a ne. In potem sem začela tudi z tega vidika razmišljati, če sem jaz tako leva bila za preživljanje časa v naravi, v gozdu, saj pa kar več takih je, a ne, sploh mestni otroci izgubljajo stik z naravo. Zdaj jaz delam v enem programu, ki vzgaja bodoče vzgojitelje, in če hočemo kaj spremeniti, je treba začeti pri njih, ne, se pravi, da bodoči vzgojitelji spremenijo svoj pogled in sprejmejo, in to se zgodi že v prvem letniku, doživijo eno tako učno situacijo, ki jim všeč, in ugotovijo, da je lahko gozd fenomenalna učilnica in igralnica. In v upanju, da potem to ohranijo vsa 4 leta, pa da še mogoče potem ne izgine to v času študija, ko so na pedagoški fakulteti, in da to potem prenesejo tudi v svoj poklic. Ker poklic učitelja je super, dotikamo se prihodnosti s tem, ko jih izobražujemo. Ni pa vse na nas, ne, mi jim lahko damo eno idejo, lahko jih usmerimo, kaj bojo pa ti otroci potem sami naredili, dijaki, študentje, je pa potem na vsakem posamezniku, a ne. Zdaj želeli smo, da bi se začeli čim več aktivno ukvarjati, hkrati je poudarek tudi na ekološki vzgoji, to postaja vedno bolj pomembno v tem času, a ne, ta trajnostni razvoj. Dominika je sicer prej tako malo vas spodbudila z vprašanjem, kaj to sploh je, ampak recimo ravno na primeru naše drevesne hiše in mestnega gozda, ker postaja zdaj že kar fejst vljuden in uporabljen, in tukaj moramo tudi po tem enem trenutku se začeti tudi mi, uporabniki, zavedati, da je treba paziti na okolje, ki ga uporabljamo, kje hodimo po poteh, kakšen odnos imamo, da pridemo, ko uporabimo hišo, a ne, recimo drevesno hišo, kamor se mi odpravimo, je treba pol tudi počistiti, ne. Ne da pričakujemo, da bo nekdo za nami pometal listje in blato. Seveda je pa vse zapakirano v tisto, kar je otrokom najbližje, pa tudi nam odraslim, samo mi malo pozabljamo na te zadeve, to je pa igra. Sprostitev, se pravi, da se naučimo nekaj preko najbolj preproste in najbolj zabavne dejavnosti. Tule na fotografiji so dekleta, igrale so se slepi sprehod in s to igro recimo, ne, najprej se hihitamo, pa malo je tega, ker ne veš, kje boš stopil, pa a stopiš na enega pred sabo. Po drugi strani pa se potem vzpostavi eno zavedanje, kaj pa tisti, ki pa res ne vidijo, kako pa oni doživljajo.
potem jih usmerimo, ne, a kaj še druga, kaj se zdaj vidite, ne, a kaj vohate, a kaj občutite, a tipate samo z rokami ali mogoče tudi z nogami, ko greste po terenu, preizkušate, boste se spotaknili čez kakšno vejo ali vas bo nekdo. Ta varianta lahko, tu je pač so v koloni, lahko so pa v parih. To smo delali tudi na tem našem seminarju za turistične vodnike, ne, ko je bil en imel zavezane oči, drugi ga je pa vodil naokrog. In ta občutek, ko dejansko se predaš, da te nekdo prime in pelje in skrbi, moraš mu zaupati, da te bo res peljal nekam, da te bo usmeril po varni poti ali pa da ti bo povedal, zdaj pa dvigni nogo, zdaj gremo pa, pazi, tukaj je pa zdaj korenina ali pa skala. In se tudi lahko povežejo tako dijaki med sabo, ista situacija pa tudi v vrtcu mogoče, ko so malo manjši otroci. Zdaj, sprva, ko še ni bilo naše drevesne hiše, smo se samo sprehajali skozi gozd, ne, in to prvič, prvi sprehod je bil kar dolgi, se še danes spomnim, Boštjan nas je peljal po enih kotičkih, ki jih jaz kot Celjanka sploh nisem poznala. Mimogrede, on pa ni iz Celja, a ne, po rodu. Pa je vedel o našem gozdu več, logično, saj je njegovo delovno mesto, kot pa jaz, ke bi morala praktično celo otroštvo tam preživeti, pa ga nisem. No, in potem so se vsako leto smo potem malo drugače, po drugi strani šla, potem se je pa pokazal še ta problem, ker smo iz ene generacije, iz enega razreda prišli na 2 razreda in potem še na 3. Pol je pa to že kar kompleksno, kako narediti enodnevno zadevo, da vključimo 90 dijakov in ne 30. Drevesna hiša nam je pa tudi omogočila, da so še kake, da je to recimo ena točka, ena dejavnost, ne, tukaj izpeljana. Tulele vidite na fotografiji je izdelovanje gozdne mandale, ki je lahko čisto z umetniškega vidika zadeva, jaz sem jo pa potem jo vedno naredim kot eno tako uvodno dejavnost, sploh kadar imamo še to uporabljam tudi na projektih pri starejših, torej ko so dijaki na kupu, kot tako povezovalno dejavnost, a ne, naberemo te rastline oziroma skušamo čim manj trgati, a ne, se pravi, tudi kamni storži pridejo v poštev. Potem pa vsakič, ko dajemo en predmet na tla, nekdo, ne vem, se pove ime, ko gre drug krog okrog, ne vem, moja najljubša barva je, ko grejo kamni naokrog, najraje poslušam. Zdajle, ko smo imeli ta zadnje je bilo, to že moraš povedati, ne, moja najljubša pijača je en pa brezalkoholna, ne, ker že bi že kaki gin toniki v 1. letniku ali pa kaj podobnega padli. Ampak to je taka luštna zadeva, lahko traja precej dolgo, zato je treba paziti, ne, časovno, ker da ni preveč, jih tam nekje do 15 je super, pol se pa malo predolgo čaka, ne. In imate na eni strani en tak luškan, eno tako umetniško podobo, po drugi strani pa tudi ena taka povezovalna dejavnost med dijaki. In lahko se igrajo tisti najmlajši pa tudi najstarejši. Super zadeva. Seveda vsako leto potem še nekaj malo drugače, vedno povežem kolegico, ki uči biologijo, takrat ona se potem s temi gozdnimi rastlinami ukvarja, kakšne eksperimente, take preproste naredijo. Hkrati so lahko, vedno, torej poleg mene, te kolegice iz biologinje in pa Boštjana, imamo pa potem še 3 učitelje oziroma moj mož, lovec, ima spet en svoj pristop in še 2 sodelavca, to pa so ponavadi razredniki 1. letnikov. Zdaj, če je glasbenik, bo poudarjal nekaj, ne vem, kako lahko v gozdu neke glasbene vsebine, pesmice pojemo, inštrumente iz gozdnih materialov in tako naprej. Če imamo športnika, tukaj pod našo drevesno hišo je krasno gozdno igrišče, se lahko za kakšne dejavnosti vključi, kar pomeni, da vsako leto je projekt, čeprav je isti, je malo drugačen. Hkrati morajo pa dijaki narediti še eno tako mini projektno nalogo, izberejo si po en cilj iz kurikuluma za vrtce, teh je 6, potem pa za tisti cilj poiščejo neko igro oziroma dejavnost, ki ta cilj uresničuje, ne vem. Edini cilj, ki ga znam na pamet iz kurikuluma, je doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. In
Ampak se da, ne, sej v vrtcu pa v prvi triadi je matematika še lahko prijetna izkušnja, ne vem, od tega, da palice zložijo po velikosti, da se en uleže, pa s palico izmerimo, koliko je en otrok velik, a ne. Tu je potem mali milijon aktivnosti, ki jih seveda pa dobimo ravno tle. Jaz skušam čim več pridobiti znanja, zato sem se tudi vpisala na to izobraževanje za gozdno-turističnega vodnika. Kar nekaj dobrih seminarjev je za nas, pedagoške delavce, tako v Sloveniji kot v tujini. Tule imamo gospoda Dušana Bartuneka, ki je prišel k nam iz Češke, on vodi tole outdoor, ima firmo in v bistvu ima seminarje na Švedskem, na Portugalskem in v bistvu je to krasna zadeva, narava kot najboljša učilnica, tukaj je bolj tak precej splošno, ampak dobite ogromno idej. Recimo tole Tree of Today, ko smo bili na Švedskem lani avgusta, smo vsak dan v tednu imeli eno drevo, ki raste tam, potem smo pa, če dobro se vidi, ne, kako se imenuje naša, jerebika, a ne, slovensko, v estonščini, v malteščini, italijanščini, pač vsi tisti udeleženci v vseh jezikih te naše skupine smo napisali, ne, in pol to je lahko spet ideja za tiste učitelje, ki učijo angleščino, ne, in Dušana smo potem tudi povabili, da je prišel k nam, in je naredil eno tako usposabljanje za učitelje, ker je dosti iger takih predvsem na socialnem vidiku, socialne igre, ko so dobre za razrednike. No, zelo kvalitetna so pa tudi izobraževanja Zavoda za gozdno pedagogiko, to je ta Natalija Gjorek, mogoče poznate, ne, kot vašo kolegico, ki se pa usmerja predvsem na delo vzgojiteljic pa osnovnošolskih učiteljev, ampak spet za mene kot srednješolsko učiteljico tak seminar pomemben, ker dobim občutek, tole pa zdaj počnejo v vrtcih. Kako lahko jaz zdaj to prinesem v šolo, da to naučim dijake. Zdaj seveda dijake tudi malo vprašamo, kako jim je bilo všeč. Zdaj v teh letih, evo, več kot 1000 dijakov, sicer ne delam vsako leto z njimi ankete, ampak vseeno, to je le od lanskega leta, kako se jim je zdel tale projektni dan in vidite, več kot 50% jim je bilo super. Pol nekaj tega, okej, ne, moram pa povedati, da letošnji projektni dan, ker nas je vreme malo zafrkavalo, nismo izvedli v mestnem gozdu, ampak v našem šolskem parku. Ampak večino s takimi aktivnostmi, ki jih tudi sicer delamo v gozdu. In tale drevesna hiša, ki jo imamo, je res dodana vrednost, sama gozdna učna pot, ker je lahko z različnih vidikov interpretiramo. Jaz sem vam predstavila in za rojstni dan moje hčere ali pa kateregakoli otroka ali za tako šolsko skupino, navadne turiste, če bo le želeli priti, ne, je pa ključno sodelovanje, kar smo tudi že danes začeli, ne samo, torej v prvi vrsti jaz tukaj vidim sodelovanje najboljšo in sem najbolj hvaležna Zavodu za gozdove. Želela bi si mogoče še malo več sodelovanja z Zavodom Celeja, to je za naša turistična zavod, ki ima preko upravljanje gozdne hiše, in pa seveda, da tudi naša mestna občina Celje, ki je do sedaj bila super, kar se sodelovanja in tudi finančne podpore tiče, da to ohrani in da bomo samo nadgrajevali te dobre stvari. Tako da, to je samo en tak zaključek, tako kot sem rekla, naj ponotranjijo, naj bo narava za dijake nekaj prijetnega, nekaj, kar je v redu, in to prenašajo potem tudi naprej v svoji poklicni in zasebni poti. Hvala lepa. Hvala.